Torej, Mojca Fatur, dramska in filmska igralka in avtorica pravljic za otroke. Ja, v življenju se je spopadala z resnimi zdravstvenimi težavami in doživela celo stik s onostranstvom. Mojca je res karizmatična sogovornica, kot boste videli, začutili, ne? Tako da navdušila me je že, ko je gostovala pri Zvezdani Mlakar, takrat sem jo prvič začutil v njeni televizijski oddaji Zvezdana. Tam je prvič povedala, da se je spopadala z resnimi zdravstvenimi težavami in doživela, torej smo rekli, stik z onostranstvom, to sem že, ja. Po rojstvu tretjega otroka je Mojca sicer partnerica igralca Klemna Slakonje zatipala bulo in dobila diagnozo mielodisplastični sindrom, ki velja v uradni medicini za neozdravljivo bolezen. Mojčina edina možnost za ozdravitev je bila, po mnenju zdravnikov, presaditev kostnega mozga. Ampak igralka je od samega začetka verjela v samo ozdravitev, kar bova tudi se pogovarjala, ne? In se začela posvečati sebi, torej odkrivati tisti globi smisel v življenju, zakaj je sploh tukaj na tem svetu, torej globi pomen. Torej, Mojca pravi, da je začutila lastno notranjo moč, pri čemer jo vodi ljubezen in ne strah pred življenjem. Pogovarjali se bova o moči misli, podzavesti, torej kaj vse je potrebno zares spremeniti, da se lahko osvobodiš tako težke bolezni, za katero uradna medicina ne pozna pravega zdravila. Kot nam je seveda znano v holistični medicini, je potrebno na človeka gledati celostno, v prvi vrsti kot na duhovno bitje, ki seveda ima fizično izkušnjo na planetu Zemlja in predvsem na mentalno-čustvenem telesu so lahko določene blokade vzrok takih bolezni in stanj. In povabimo našo Mojco, tako da prosim, pridi na oder. Živjo, kako si? Odlično, hvala ti. Izvoli kar na stolček, mikrofonček imaš, takole, je tukaj. Kako si? V redu, čeprav v teatru so decembri kar Pester, ne? zalogaj. Komaj sva se ujela, do zadnjega nisem vedela, a boš zmogla priti ali ne, ampak evo, višji namen je bil, a ne? Tako, se vse lepo išlo. Tako, vse se je išlo, tako da, kaj zdaj počneš v življenju? Kaj je zdaj tisto, mogoče za začetek, kaj te zdaj prebuja, bova rekla naprej? Misliš poklicno ali? Lahko malo poklicno, lahko tudi kaj privat poveš, karkoli. Poklic me ne prebuja, prav ki to. Je bolj tako. Ne, se je fajn delati, luštno je, ampak je tudi zelo naporno zdaj, ker je res tempo hud in si marsikdaj rečem, kaj me tega treba. Drugače pa še zmeri moja stalnica jutranji sprehodi čez Golovec. Najraje zjutraj, ko imam res ta občutek, da se prebujem skupaj z naravo in imam pol res ta lep, ta nek občutek, da je res vse še nepopisan list in da ga z vsakim korakom ta dan v bistvu na novo tkem, no? Torej, zaupanje v življenje je ena taka tema, ne, ki je neka rdeča nit tega našega dogodka, ne. Kako ti krepiš to zaupanje v življenje, da te ne premamijo kakšni strahovi, kakšni dvomi, kakšni vzorci uma, kaj bi rekla? Evo, ena sveža vodica. Pa v resnici se nisem nikoli prav zares s tem načrtno ukvarjala. Očitno mi je to že kar malo bilo položeno v zibko. Ena ta vira v življenje, v svetlobo, ne vem, jaz sem rada živa, tako pač meni je... Se čuti. Meni... Se čuti. Jaz mislim, da je glavna stvar, če se začnemo zavedati, da nič ni samoumevno. Jaz vedno poudarjam to, da jaz zjutraj odprem oči in se zavem, mater, lej, spet sem budna, še en dan imam, ne, ker nikjer ni podpisano, da ne vem, mi lahko ne bi srce odpovedalo ali pa da ne bi kar nehala dihati ali karkoli. Tako da, če se zavedamo, kakšno darilo je v resnici vsak dan sproti, predvsem pa, ko sem opazovala otroke, ko gledaš, kako se oni, ne vem, vse vemo, ko imaš opravke, ne, pa moraš priti hitro z točke A do točke B, je z otrokom, da,
man, daj sam, premakni se. Ampak, ko imaš čas, pa vidiš, kako njih vsaka stvar potegne. In če se začnemo zavedati, da v resnici je pač vse to, kar je neponovljivo. Midva, evo, nikoli več ne boš prav tako pomigal z glavo. Točno tako, ja. Ja, nikoli Samo več. enkrat, ja. Ja, in ko se začneš zavedati, da je to. Edina možnost, ki imamo, zdaj, ta moment, prav ta moment, evo, že tega zdaj ni več, pa ne moreš biti dolgočasna, ni res. Pač, ja, vsaka stvar je sam, moj Bog, tle smo. In polk se zaveš, da smo mi, vsi skupaj, ni naključje, da smo glih mi tle. Mislim, kot prvo začneš ceniti ta trenutek, kot drugo si pa tudi tako hvaležen vsakemu posamezniku, ker se mi zdi, da življenje vedno bolj nas vse sili in vse te neke aplikacije, vse skušajo narediti sam svoj mojster, vse znaš, ne? Dej pejdi na YouTube pa si poglej, kako se naredi to. Pač včasih si mogel koga poklicati, vprašati, ne? Ej, kako se že una zanka, ki skušam uno skvačkati, ali pa joj, dej tlele me to heca, kako, zdaj pač res, ko je na teleta, bulimo to in vsak je bolj izoliran v svoj tam, ampak v resnici smo mi družabna bitja in rabimo drug drugega. Ta stik, povezanost, kako je nocone. Absolutno. Jaz vidim, ker sem tudi v upravnem odboru Društva slovenskih audiovizualnih igralcev in me vedno hecajo, ker vsi imajo tako, spet imamo sejo. In jaz sem tako, spet imamo sejo. Zato, ker jaz pol 2 uri ful klepetam in meni Klemen reče, domov moj Bog, ti si po mojem edini človek, ki pride iz seje domov totalno na hajpa. In sem Odlično. Tako da, ja, meni druženja ful pomenijo, ampak rabim tudi res veliko časa zase in se mi zdi to iskanje tega balansa. Da se zavedamo, kdaj je to, ko se širimo navzven in kdaj gremo nazaj navznoter in da znamo ta svoj ritem in cikl spoštovati. Ja. Odlično. Vem, da si že velikokrat govorila, pa vendarle, pejva še enkrat čez to tvojo zgodbo, ne? Mielodisplastični sindrom, kako je to bilo, kaj se je pa zgodilo, mogoče ta zgodba z ogledalom, ne? Te notranji vidi, procesi na poti, kako si v bistvu se samo zdravila, ne? Ja, se pravi, za tiste, ki ne veste, sem bila diagnosticirana z obolenjem kostnega mozga, ki ga uradna medicina pač priznava kot za neozdravljivega oziroma da se ga ozdraviti s transplantacijo kostnega mozga, ki pa vemo, kako se lahko konča. In glede na to, da sem jaz imela v otroštvu eno prav tako hudo obolenje kostnega mozga in sem imela zelo agresivno zdravljenje, moje telo na vsak poseg odreagira res tako. In sem rekla, mater, mene bo transplantacija pokopala, tle sploh ni debate. In potem sem šla čist po zdravi kmečki pameti razmišljati in sem rekla, čakaj, mi nastanemo iz teh 2 mikroskopsko majhnih kapljic, ne, jajčeca in semenčice, in tle pride do, tako se mi zdi, do neke eksplozije, kot v vesolju, Big Bang, bam! In ta sila, ta eksplozija sestavi ta mini-univerzum, to bitje, ki je, če pogledamo, lete, kako fascinantno, koliko imamo enih detajlov, kako smo filigransko sestavljeni. In mi je tako čist po kmečki zdravi pameti bilo, čakaj, pa zakaj bi ta sila, ki je toliko ljubezni, energije in truda, pač vnesla v to, da me je sestavlja, zakaj bi ona želela to razgraditi? In rekel, tle neki ne štima. In sem rekla, torej, jaz moram v bistvu iti to globoko vase, da ponovno najdem stik s to silo, da jo znam slišati, da jo znam prepoznati in da vidim, kje sem jaz njej s svojim mentalom, svojimi vzorci, svojimi, ne vem, kakšnimi ranami preprečila pač tok, da je ona se ne more več tako izražati in rasti in krepiti in kreirati in je pač očitno se začela obračati navznoter v neko drugo smer. In s časoma in spet moja zdrava kmečka pamet je rekla, ok, najprej moram začeti v bistvu ščistiti telo, nekih toksinov, pa vsi vemo, da imamo v sebi neke speče viruse, pa speče bakterije, pa razne parazite,
pa toksine v obliki težkih kovin in sem rekel, to mora mic po mic. Zavedala pa sem se, da pri takih težkih obolenjih je zelo pomembno, da smo počasni, nežni, da ne pričakujemo, zdaj grem na 3, bioresonance in vse gre ven, zato ker s tem še bolj zdrmamo imunski sistem. Se pravi lepo, potrpežljivo, nežno, sočutno. In dejansko bolj, ko se mi je telo čistilo in tudi zelo sem postala pozorna, da je hrana res hrana, da me hrani, da ni to samo v bistvu polnjenje občutka lakote, ne? Da sem lačna pa nekaj zbašem vase, kot da bi kar eno vato noč. Se pravi ne, bila sem pač pazljiva, da so to barve, okusi, da je sveže, da je polnovredno, da je lokalno. Pazila sem, da imam dovolj kvalitetnega spanca, pazila sem, da sem veliko na svežem zraku, na soncu, v družbi navdihujočih ljudi, da tudi v bistvu ne konzumiram džanka v vseh oblikah. Se pravi, če jaz pazim, kaj vnašam v obliki hrane, sem glih tako pazila, kakšne filme gledam, kakšne knjige berem, pač to je vse hrana, vse je hrana. Vse je energija, vibracija. Vse je hrana in to moramo tudi ozavestiti. In s časoma dejansko telo postaja vedno bolj fino, vedno bolj pretočno, vedno bolj zaznava in vedno bolj se odziva. In kar na lepem je tudi potem ta intuicija, notranji glas, mislim, vedno bolj si v sodelovanju. In nekako je tako, kot da bi se začel na dah potapljati v globine tega svojega oceana. In marsikaj ne prav prijetnega najdeš tam spodaj, ampak z vsakim metrom globlje, kad se spuščaš, vedno temneje, ampak v enem trenutku postaja vedno svetleje. In jaz se spomnim, da en dan sem sam tako začutila in se rekla, moj bog, jaz sem zdrava. Tako mi je bilo, jaz sem zdrava, jaz prav čutim v vseh celicah svojega telesa, da sem zdrava. In sem hitro šla skontrolirati kri in seveda po krvi nisem bila zdrava, sem bila daleč od tega in mi je bilo tako, pa kako je možno, da jaz res čutim v telesu, ampak na papirju se pa to ne pokaže. In sem počela v eno meditacijo, ki me je hotela takrat zvinklati v nek tak strah, v smislu, moj bog, kaj pa če si jaz vse domišljam, in je prišel ful jasen glas. Da pač toliko dimenzij znotraj nas in pač okrog nas in da jaz sem dejansko te silnice premaknila že v eni izmed dimenzij, ki so dosti bolj rahle in fino vibrirajoče in da se more v bistvu ta moj, kako bi se reklo temu, ta moja umetnina, ki sem jo tam ustvarila, počasi spustiti v to tržo, gostejšo fizično realnost. In ker sem to zaupala in dala temu prostor in čas, se res skozi naslednje mesece počasi to spuščalo in so bili rezultati krvi vedno. Tako kot se je to spuščalo, tako so vrednosti krvi šle gor. Evo. Noro. Torej obstaja več dimenzij, več nivojev, ne? In mi smo tudi multidimenzionalna bitja, ne? V resnici. In veliko nivojev rabimo poštimati, da se lahko ozdravimo, ne? Take bolezni. Ja, predvsem pa to so zelo kompleksne stvari. Mislim, meni en izmed glavnih korakov na poti zdravja je bil to sem sploh v štartu, da sem sama sebi zdefinirala, kaj zame pomeni biti zdrava. In prvi korak je bil ta, da sem rekla, čakaj, zdravje zame ne pomeni odsotnost bolezni. Zame zdravje pomeni, da sem res celostno bitje v vseh teh dimenzijah. To zame pomeni biti zdrava. In ja, zato sem potem začela v bistvu zavestno se potapljati in raziskovati v bistvu te različne nivoje. Ampak ta zgodba z ogledalom je pa fascinantna, da mi jo še enkrat zaupaš. Kaj je bila? A bo transplantacija, ne bo transplantacija, ne? Vsi doktori so tako napekali s to transplantacijo in pa sem prišla domov in sem se zaklenila v kopalnico, imamo res tak huge pego in sem se gledala in se kao, ok, zdaj pa duša, sam tako, zdaj se pa zmenimo, zdaj imam pa jaz dosti tega, transplantacija, zdaj mi pa povej,
kakšni so tvoji plani, ker jaz se moram psihofizično in čustveno na to pripraviti. Jaz ne morem kar iti v bolnico in reči, ja, evo tle, transplantirajte. In sem rekla, pa toliko časa bolščala, dokler mi ne poveš. In potem sem tako res, sem se zastrmela in v enem momentu kar tako sem imela občutek, da se je ogledalo razblinilo in je ven res posijala taka bolj bela svetloba, kot je zdaj z reflektorjev. Res tako čist me je zaslepilo. In je sam bil tako jasen, ne transplantacije. In se je ogledalo zaprlo in skozi mene je tak švung energije stekel, tako res, kot da bi me strela udarila in mi je bilo, ok, imamo to. Noro. Daj morate do svoje duše biti malo tako udart po misli. Ja. Ne gre vedno sam na lepo, zdaj pa mater vole, zdaj pa povej, kaj imaš v planu. Ja. Tako da, kar pogumno, ja. Torej, zaupati v to moč, ki je v nas za samozdravitev. Zaupati v to pa, ja, biti drzen, biti pogumen, kako si ti. Glih danes mi je ena prijateljica rekla zjutraj, veš, v bistvu ti ne preostane drugega, kot da si ti sam svoja luč, ko nihče drug v takem momentu, prav za mojo bolezen, reka, ne vidite luči na koncu tunela. Moraš prižgati to luč znotraj sebe, da ti kaže pot, ne? Ni druge. Ni druge, ja. To je to. Ta notranji ogenj, ne, prižgati. Kaj si še naredila, da je bilo čisto dokončno zdravitev, ne? Kaj je še bilo potrebno? To je bila dolga pot. Dolga in pa spet ne. V resnici je bila dolga 2 leti, kar ni dolgo za nekaj, kar ti reče, da je neozdravljivo. Ampak hočem reči, zahtevala je ogromno enih... Jaz, na primer, dosti me ljudje sprašujejo, pa doktor Dispenza, jaz nič ne meditiram po temu, nisem prav priden sledilc, bi bila slab vojak jaz. Jaz pravim, da je treba iti po ključe, ker mislim, da ljudje dosti krat delamo to napako tudi, da neko stvar odkrijemo in pol mislimo, da se moramo tega držati kot pijan z plota. Ti pač nekaj dobiš in kdaj se zgodi, da dobiš to v enem stavku, kdaj v parih dneh, kdaj v enem mesecu, letu in različne dolžine imamo, pač ne, nekdo mora nekje dlje ustrajati. In jaz takrat, ko sem za njega slišala, še ni imel sploh knjig izdanih, razen prva, ki ni niti prevedena v tuje jezike, ki je res safar za se pribiče. On sam je rekel, poklon dol unim, ki ste jo prebrali, ker je še, ni bil še tako vešč pisanja. In naprimer, ko sem šla v Rim na vikend delavnico, je stala, mislim, da 180 €. Tako je bilo vse takrat ugodno, ker je bil še relativno na začetku. Ampak jaz sem tle na teh njegovih delavnicah, se mi, kar se tiče samega zdravja, ni zgodilo nič, nobenih sprememb. Ampak sem prišla pa ful globlje v stik s svojo notranjo esenco, svojo dušo in z ostalimi dimenzijami. Vem, da sem šla na 5-dnevno delavnico v Bonn in sem se najprej par dni ukvarjala s tem, ker mi je šlo toliko na živce, ker smo bili v eni ogromni dvorani, taka hotelska za te neke, ko se temu reče, ko imajo razne... Kako ste rekli? Točno, evo. Kongresna dvorana in jaz ne vem, po mojem nas je bilo par tavžen tam. Jaz sem bila najprej res 2 dni, sem se tam s tem ukvarjala in sem si prav rekla, dobro, mojca, zdaj pa ne bi tečna, tle si, tok nas je, ajmo. Ne? Gremo zdaj. Ja, pa češ, ampak tako res je, ker jaz vidim, mene ful hitro potegne, tako, ko gremo neke procese meditacije, tako čutim, kako se mi polje širi in polka je en tam, ne vem, prekucnil svojo flašo z vodo in je to zabobnelo, sem čutila prav tako na energetskem polju, kot da me en udar vzmacola in je bilo res neprijetno. Ampak spomnim se, ko smo imeli to walking meditation, te meditacije v hoji in to je po mojem izgledalo res ludilo, ker to je par tisoč ljudi, ki hodi tako, kot da bi bil Tivoli in vsi smo mogli imeti slušalke in ne vem, kako so točno imeli, je on v bistvu uživo vodu, mislim, da ali je prej bilo posneto, ampak smo vsi istočasno mogli to vklopiti in začeti in pol tako
par tisoč ljudi hodi, kot zombi, istočasno se ustavi, leži, mislim. Ampak očitno se tako močno polje vzpostavi, da so se tam meni res tako nore stvari zgodile in od takrat se mi je zgodil polen preklop v neka taka spremenjena stanja zavesti. Jaz se spomnim, da smo morali je bila ena vaja, ki si predstavljal tako neko energijo, pa si dihal in je bilo meni malo dolg čas in sem si jaz to malo nekaj začela po svoje in sem si predstavljala, kako je neko bitje in mi tako v bistvu s puščico in lokom to energijo ustreli za ne vem, ali sem v tretje okoljka. In v tistem, ko mene to zadene, jaz sem pač stala ravno in me začne čist ravno, kot plak, tako nazaj. In ko sem bila, sem začutila, kot da bi me en človek ujel in me dvignil gor nazaj. In jaz se obrnem, da se bom zahvalila temu, kdorkoli me je ujel in seveda tam ni bilo nobenega. In mi je bilo, jaz sem čutila res roke in mene je to ujelo tik, pa tudi tako, jaz ne znam tako past, tako ravno dol, čist ravno in pol gor, ne. In sem rekla, okej. In pa smo hodili in pač to je res, to je ne vem, 4 ure trajala ta meditacija in stojiš in pol tako vmes, pač imaš zaprte oči in pol jih spet odpreš in ko jaz odprem oči, tako gledam pred mano pač ljudje v čistko takih, vsi so imeli dolga bela oblačila in tam otroci tekajo in tam ene ženske, tako klečenje, ki pač kot da sem, pa sem rekla, kje sem to jaz in zaprem oči, prav, in poškilim in jih vidim še zmeri. Ampak istočasno vidim ljudi okrog te ostale zombije, ne. Zadetke. In pol spet zamižim in škilim in pa se rekam, moj bog, meni so se tančice razprle. In pol nisem čist vedela, ali jaz vidim samo tako v nek drug prostor in čas, ko nekaj, kar je bilo nekoč tle na tem mestu, se pravi, vidim nekaj, kar se je odvijalo, ali je to tukaj in zdaj, skratka. In pol sem hodila in je to trajalo približno 1 uro pa pol, še sem videla dvojno resničnost in je bilo ful zanimivo. Pol se mi je pa začelo tako dogajati, da je šel človek mimo mene in sem ga pač pogledala v oči in sem mu nasmehala in je tako, sem čutila, ko je nekaj tako me prestrelilo in šlo čez mene in sem mislila, kaj je to? In kar na lepem začutim, pač slišim neke misli in čutim neka občutja in se rekam, pa to ni moje, to ni moje. In tako, kot da bi mi padale slike in se rekam, moj bog, jaz kot da bi skanalizirala tega človeka, kot da bi kar na lepem začutila vse, kar je v njemu. In potem mi je bilo, shit, kva je to? In pride naslednji in spet pogledam in se rekam, pa gled to, mislim, totalen tak klik je bil, kot da bi se zlila v eno z enim. Potem grem mimo ene ograje in jo pogledam in sem dobila občutek, kot da bi se mi celice spreminjale tako v kovino, prav kot da bi čutila, da se spreminjam, pač elementi znotraj mene. In potem pogledam drevo in tako je bil res ta občutek zlitja z vsem in pol v enem momentu začnem slišati en tak jok dojenčka in gledam in seveda ni bilo tam nobenega dojenčka in tako zaprem oči in sem čutila, da je to tako kilometre stran in je bil res ta občutek tukaj in zdaj in hkrati povsod. In tam ta teden so se take res velike nenavadnosti dogajale. In naprimer, bili smo v tej konferenčni dvorani in to je res pač nič tam, kot da bi bil ta pison, stoli in smo imeli eno dolgo jutranjo meditacijo, ki je bila tudi dolga, 4 ure pa pol ali 5 in si seveda si mogel tam prostorček naštimati in vse. In so se mi dogajale tudi ful nenavadne stvari, ta občutek, da me čisto ven iz telesa vleče, pa videla sem ful enih ogromnih svetlobnih bitij, pa cel kup nekih napisov, pa kot da bi mi nekdo tako res DNK spremenjal, tako ful je bilo nenavadno. In pa seveda tam obležiš in imaš dvome. Seveda si rečeš, a je to res, a se meni že čisto trgalo. Ali si že za napotnica pa polje, ne? Ja. In pol odprem oči in tako zraven moje roke leži tako čisto belo
veliko pero. In si tako, ok. In zraven mene tam ena gospa in sem rekla, is this yours? Ne, no, ne. In mi je tako bilo, ker ta bitja, ne, so pa bila tako, kot da bi bila angelska s takimi ogromnimi krili in z belim perjem. In pol mi je bilo, ok, ja, pač, ja, klinc, ja, vse se prepleta, mislim. Ja, no, veliko je tega. Ti si itak zelo intuitivna, ne? Tako da itak doživljaš, ne? Že tako. In se ti aktivirali še bolj zdaj očitno, ne? To. Ja, zelo se pol na eni točki stvari aktivirajo. Ampak moraš biti zrel, ne? Moraš biti pripravljen, da to vidiš. Niso vsi, ne? Vse ima svoj proces, hoče reči. Ja, ampak jaz vsako stvar, ampak to je mogoče itak, kad ti gre za življenje. Ja. Si pač tako, just bring it on, pač tle smo, dej. Naredite z mano, kar čte. Na vse ali da se nič, pozdravam, ja. Pametno je, da vedno rečemo, naj bo v ritmu, v skladu z mojimi zmožnostmi, zato ker je prav, da mi postavljamo meje, koliko daleč in s kakšno hitrostjo. Ja, to dostikrat ljudje meni rečejo, joj, pa kdaj bo tega konc, pa skozi se mi nekaj odvija, pa skozi nove stvari prihajajo ven, ne. Jaz pravim tako nežno, sočutno do sebe, a ne. Take it easy. Jutri je nov dan, če danes nisi uspel to narediti, boš pa jutra, ne. Ker ti si tudi rekla, da si imela to izkušnjo, jo, pa dajte mi nehati skozi nekaj pošiljati, jaz imam dosta, in si se zmenila potem, ne. Kako je to bilo? Ma ja, seveda, je tako, kot da bi bila ena pipca, pa malo ustaviš, pa rečeš, chill, zdaj pa malo vizi, pa dajmo pol spet počasi odpreti. Tako da na ta način. Ja. Ok, da greva še malo pravljice, ne? Ti tudi pišeš pravljice za otroke. Kaj je ta navdih, zakaj si se odločila za to, kaj te tukaj, bom rekel, navdihuje? Evo jih pravljičke. Evo jih tvoje. Navdih so seveda moji otroci, pa meni je bila tako ljuba ta ideja, da se, kaj vidiš tako v filmih, ki se deduje nakit, rodbinski nakit, in sem rekla, mi bomo pravljice dedovali, in pol bo rekli, to je tvoja prababica napisala. In ja, tako sem gledala, nisem želela, da bi to bile neke moralke, ampak sem gledala, kako neka sporočila, ki se meni zdijo pomembna, v bistvu predati naprej. Da so zabavne in luštne, ampak da hkrati odpirajo eno polje nekih globljih uvidov in zavedanj. Kaj je recimo tisto glavno sporočilo, mogoče ali pa več njih? Vsaka ima čist drugo. Tale zimska, na primer, govori prav o tem, o spoštovanju svojih notranjih ritmov in letnih časov. In jaz glih pravim, meni se je včasih zdelo, da sem jaz poletje in samo poletje. In zdaj, ko sem starejša in modrejša, sem ugotovila, da se pravi čudeži začnejo odvijati takrat, ko objamem vse svoje 4 notranje letne čase. Tako, ta balans znotraj sebe. Ja. Ok, mogoče tle se mi utrnilo še eno vprašanje. Če bi že otroke, ne, nas vzgajali v sočutju, v ljubezni, vsem tem, ne, koliko bi bilo lažje, ne, ker smo pa bili pač programirani, kolikor smo bili, ne, ampak ti delaš to poslanstvo, ti učiš, ne, oziroma preko pravljica, ne, že nekako bom rekli, vzgajaš tudi otroke, ne, da se zavedajo nekih globih pomenov življenja, kdo so in tako, ne. To je res lepo, ne. To je, mislim, če bi imeli več takih, ne, bom rekel, duš, ne, pa če bi v bistvu tako skupaj sokreirali, tako kot danes sokreiramo, ne, v tem smislu, kako bi bil svet lepši, kako bi bilo manj trpljenja, manj bolečine, ne, ker skupaj gre lažje, ne, in če si pomagamo, če si doprinašamo, ne, ta stik, koliko je pomemben, ne. Mogoče kakšna beseda tle. Ja, meni se zdi pomembno, meni je ful všeč, da so moji 3 otroci res nabriti in živahni, čeprav je to kdaj zelo naporno. Ampak
se mi zdi pomembno, da ohranjajo ta ogenj, da ga podžigajo, da so strastni do stvari in jih tudi ves čas opominjam na to, da je treba biti v stiku s svojimi čustvi in da imaš pravico, da si jezen, imaš pravico, da si užaljen, imaš pravico, da si karkoli pač. Ampak ne na način, da pol v bistvu zlivaš svoj žolč na ostale. Ne? Ozavesti svoje čustva, ampak dajmo se o tem pogovoriti, a pa tudi reči, zato tudi jaz rečem, jaz vedno povem, ko se zjutraj kdaj zbudim, pa nismo vedno tako. In rečem, fantje, Kamili mi ni treba, ona bo zdaj 18, že tako rečem, fantje, tako, jaz danes nisem v najboljši koži, tako da, če ste brihtni, pa če se imate radi, boste danes malo bolj. In pol, če tudi znorim, rečem, sem vam lepo povedala in se, kar jim skozi borim, dajte imeti svoje antene, treba je imeti posluh za ljudi, videti, kje smo, prepoznati, kje smo mi ta dan in biti tudi pozorni do ostalih, ne da smo kot bagri. Ker gledam, kar je res značilnost današnje družbe, da vsak sam svoje, ne? In sploh v prometu se to vidi. Če smo mal, da vidimo, kje so ostali, mislim, to lahko tako lepo plujemo drug z drugim in smo si res doprinosa, ne? Sočutje, ne? Da nisem sam jaz in moje, ampak da vidim sočloveka, ki je v stiski, ne? Ali pa tako. Ma ja, karkoli, ne vem, ali je kdo v stiski, ali vidiš, okej, ima res slab dan, ali pa tudi to, da prepoznaš, da nekdo rabi mir, pa da ne jemlješ tega pol osebno, ne? Ignorira me, ampak ne, mislim, meni je to tako se zdi pomembno, ker jaz tudi vidim, ko sem peš, jaz se vedno ustavim, pa dam avtu prednost, pa mi kdo pa reče, kaj si ustavljaš, se imamo prednost. Sem rekla, ja, ma čakaj, jaz imam noge, mene noč neko šta se ustaviti, mora zabremzati, pa speljuje, ful več gre benzina, spet še dodatni izpušni plini. Sem rekla, kaj, mislim, se mi zdi to, kar je skozi neko dokazovanje notranje moči, kdo je tle bolj močen, komu zdaj pripada prednost, ne? In ja, zato tudi vedno gledam, tudi v trgovini, če vidim, če vidim, da ima nekdo tam sam dve stvari, rečem, kar pejte naprej, ali pa... In se mi zdi, tudi kdaj mi je pa tako noro, vidiš kakšno mamico z majhnim otročkom, pa valjda boš dal prednost, no, saj vemo vsi, da otroci težko, ne vem, tam prenašajo, ampak ne, vsak ima sam, meni še tudi mudi, ne. Ja, tista zaplankanost, ne. Ma ja, in se mi zdi, da ko se zavedamo, da skupaj tkemo to resničnost in da je v bistvu to življenje lahko zelo odvisno od takih drobnih stvari, koliko se komu nasmehnemo, ali pa ne vem. Jaz grem po cesti, pa če vidim nekoga, da ima ful lep plašč, jaz rečem, koliko imate pa vi lep plašč, ne. Se vidim, je kdaj prav kdo šokiran, ne, ampak ja, mislim, ne. To je to. Ker je toliko enega ponavljanja, toliko enih floskul, skozi vsi ponavljajo, vsi smo eno. Ja, dajmo v realnosti pokazati, koliko smo eno, ne? Živeti, to, kar daš drugemu, daš sebi, ne, v resnici. Ja. To je to. Mogoče še za zaključek eno tako globje vprašanje. Kako ti doživljaš Boga, izvorno energijo, esenco, zavest in In kako je to med sebojno prepleteno? Torej, Bog, izvor, kakorkoli, zavest in To bi lahko bilo 3 ure, ampak nimamo časa. Dam pa še par minut. Ma ne, to je zdaj, ko ga jaz doživljam, če grem prav v detajle, sva res lahko tle do jutra. Ampak, tako bom rekla, jaz skušam skozi biti v stiku s to izvorno točko zavesti. Jaz, kolikor sem šla tako, ko sem se potapljala vase, ker včasih, jaz sem tako, jaz sem ful radoveden človek, se pa ne zadovoljim s stvarmi, ki jih preberem. Jaz hočem vse izkusiti in dobiti direktne odgovore od izvora. In jaz pol naslavljam vprašanja, kar pa je res dobra stvar, sem ugotovila, da karkoli vprašam, vedno pride odgovor. Kdaj pride takoj, kdaj pa pride čez neki let. Ampak vedno pride, vedno. In sem tudi rekla, okej, kaj sploh je duša? Kako nastane duša?
kje se rodi, kako je. In v bistvu me je pol zavest peljala do neke izvorne točke, kako je bila ta izvorna točka zavesti, kako se deli. In meni je bilo pokazano, da se v bistvu razdeli na te dve, tako kot celice, ne? Da se razdeli na prvotni dve celici, na v bistvu dušo in zavest. Dušo, ki bi lahko rekli, da je ženski princip, in zavest, ki bi lahko rekli, da je moški princip. Dušo, ki je energija, ki so čustva, in zavest, ki so informacije. In drugo v bistvu ves čas odsevata, in ko vsakič, ko se na neki točki spojita, pride do novega rojstva, ne? In jaz sem videla, da je, ko jaz vidim znotraj sebe, da je sedež moje duše, srčika je v bistvu v samem srcu, medtem ko je sedež zavesti v pinealni žlezi. Ampak potem sem raziskvala in sem videla, da na nek način ni nujno, da je prišlo do pol še znotraj te fizične realnosti do oploditve. Se pravi, ni nujno, da sta povezani in da sodelujeta, se pravi, ampak ja, dobivam čisto druge informacije, če se povežem s tem centrom ali s tem centrom, in seveda jo skušam uskladiti. Tako. Evo. Torej povezati, ne, v eno celoto, harmonijo. Ja. Torej, kaj pa izvorna zavest? To je itak sedež vsega, kar je. Kar je bilo, kar je in kar še bo. Mi vsi samo odslikavamo možnosti vsega tega. Ne? Torej, pravir, sila je že Martin Kojc rekel. Ne? Ja. Ja. V učbeniku življenja. Ne? In mi smo v tej šoli življenja, kakorkoli šoli ponovnega spominjanja, ne? Kaj smo pozabili, kar smo že vedeli, ker to smo. Ne? Ja. Ja. Odlično. Nič se ne moramo naučiti, vsega se lahko sam spomnimo. Ne? Ja. In v bistvu eno ful veliko darilo na moji poti samozdravitve je bilo to, ker sem vedno imela občutek, jo moram iti na to delavnico, da dobim še to znanje, pa da dobim še to, pa da se naučim. In v enem momentu je bil tako močen ta preblisk, vse že je, jaz moram začeti odlagati. Jaz moram začeti odlagati, da lahko pridem do tega, kar že itak je. In ga nisem sposobna slišati in videti zaradi vsega tega, kar je naloženo. In ko sem začela odlagati, sem začela zares slišati in zares videti in zares čutiti. Tako da odlagati. Odlagati. Lupiti čebulco, a ne? Ja. Pa smo spet pri istem, kar sva že s Tino, ja. Zdaj pa jaz tako vidim, ne, da vsi v bistvu govorimo isto, ne? Sam z drugimi besedami, vsi, ki se pač ukvarjamo kakorkoli z delom na sebi, duhovnostjo, pač podzavestjo, kakorkoli, ne, vsak s svojimi besedami svojo izkušnjo, ne, doda to srčiko svojo, ne, svojo energijo, in to je res lepo, ne. Tako da, Mojca, hvala ti, da si prišla nocoj. Če ima kdo še kakšno vprašanje, ne, bo Aleks zdaj ponudil mikrofon, vroči mikrofon, če si bo kdo upal. Ok, tamle gor. Super. Do konca se bomo prebudili, pa žurka, ne? Super. Ja, a se slišimo? Slišimo. Mojca, jaz se ti bom ful res zahvalila, ker si me tako pomirila, da vem, da ni nič narobe z mano. Hvala. Ni narobe, ne? Me veseli. In moram reči, da ko sem v teh stvareh spregovorila prvič pri Zvezdani, pa pol še v ostalih intervjujih, vam ne morem povedati, koliko ljudi in sploh starejših generacij mi je pisalo, da se mi tako zahvaljujejo, ker so celo življenje skrivali pred vsemi, tudi pred partnerji, najprej pred starši, pred prijatelji, pred sorojenci, pred vsemi, dele sebe, in so rekli, s tem, ko ste vi o tem spregovorila, smo dobili kot dovoljenje, da jih ponovno objamemo, in to mi je bilo tako največje darilo. Ker sem se jaz tudi spraševala, pa kaj čem sploh o tem govoriti? Mislim, to je moja izkušnja, kaj zdaj to rabim jaz neki tle pač širt, ampak je bil ta poriv tako močen, nekje od zgor in vse kao, ok. In ja, pa sej tle smo zato, da drug drugemu v bistvu
Doprinašamo. Ja. Smo doprinos in jaz vedno tako rečem. V bistvu drug drugemu dvigamo to letvico, da gremo lahko vsi višje in višje in višje. Ne? Ker ko vidimo nekoga in slišimo nekoga, šele v naši realnosti to postane možno. In spet smo pri skupnosti in spet smo pri tem, kako v bistvu ves čas skupaj tkemo. Tako da, jaz sem tudi vam zelo hvaležna, vsakemu posamezniku, ki je danes tle, čeprav je navidezno mogoče videti, kot da jaz tle nekaj predajam, ampak jaz sem prepričana, ker vem, ker je tudi v teatru tako, skupaj tkemo, sleherni trenutek, ker prav zaradi vaše energije, vaše prisotnosti se meni določene misli sprožajo. Tako da smo res sokreatorji, sleherni trenutek. Tako da hvala. Absolutno, hvala. Ok, še kakšno vprašanje mogoče? Pogumno. Zdaj imate čas, ta trenutek. Vse, kar je. Se mora usesti, a ne? Ja, Se vem, veliko je kako bilo informacij, vem. Ja. Ja. Aha, tamle je gospa. Jaz bi vprašala, kaj ste vsak dan meditirali te 2 leti? Ali niste? Ali ste bili sam na dispenzi pa tiste meditacije? Takrat, dokler se stanje ni začelo izboljševati tako, sem bila ful zagnana. Zame zelo neznačilno v bistvu, sem bila kot en vojak. Ampak ja, takrat sem po mojem kar vsak dan. Kdaj tudi večkrat na dan, ja. Pol pa spet ne. Pa dispenzi ste šli čist na začetku ali vmes? Relativno na začetku mislim, da ja. Po mojem kar po nekaj mesecih. V bistvu ena prijateljica mi je tisto knjigo posodila in mi je bilo tako zanimivo, zanimiv mi je, tam je on razlagal o tej svoji nesreči in kako so njemu rekli, da mora biti da je neka težka operacija sledi. In mi je pol, v bistvu sem se obesila sam na stavek o tej notranji sili, o kateri je govoril. Potem sem jaz začela to notranjo silo raziskovati in sem rekla, ma nič, grem pogledat, če mi kaj odpre, ko grem tako do njega. Vem, da mi je, ko sem brala knjigo od Anite Mordžani, Iz roba smrti v pravi jasni. Ja, tam sem prvič v življenju doživela, da sem prav tako, naprimer, prvič sem fizično začutila prav tako odpiranje srca. Jaz sem brala in mi je bilo, kakšni hecni občutki in pa sem bila pozorna in se rekla, pa se meni se čist srce odprlo in pa tudi sem videla, da gostuje v Zagrebu in sem šla še njo tako v živo poslušati. Tako sem res sledila nekim ključem, no, in odpirala mic po mice na vratca, ne. To je tiskati vsak en delček odpre, en delček muzika, pa se sestavljanka sestavi, ne. Super. Moj glavni vodilo je bilo priti do točke, da ne rabim več nikamor hoditi po ključe. Da v bistvu najdem ta svoj ključ, s katerim potem v bistvu vse odklepam, to univerzalni ključ od hišnika, ne, da ga imam pri sebi za vratom na špakci, da je sam stvar tega, kdaj jaz čutim, da sem pripravljena kam pogledati, ne, kdaj imam jaz dovolj kapacitete se potunkati v kakšno govno. Ja, kakšno temo svoje spet, ja, ne. Ja, in ta občutek, ko prideš do tega svojega univerzalnega ključka, je res tako osvobojajoč. Ko čutiš res to, ko si stopil v svojo moč. Ko čutiš, da imaš niti v svojih rokah. No. Da si sokreator. Ja, ja. Odlično. Hvala. Čas se nam je iztekel, nažalost, ne. Tako da, a boš še imela čas kaj vstati, ali kako si s časom? Mogoče te lahko še kaj polujamejo. Ja, jaz sem tako, grem zelo s tokom, bom videla, kako boš videla, kako bo, ne. Tako da boste videli, ne. Moji so tudi doma, ki jaz rečem, sam na tržnico skočim, reče Klemen, ja, vem, čez 4 ure boš doma. Koga srečam pa. No, zdaj se pa spokam, evo. Evo, odlično, hvala, draga
Mojca, ena malenkost z naše ekipe. Res, hvala ti iz srca za to, kar si nam predala, za spomin. Tako da, hvala ti. Hvala vam. Ja, deva še stikco, deva. Imamo fotografe.